Lepo pozdravljeni. Evo, prilika je, da se vedno nekaj novega sliši, čeprav jaz predvidevam, da je med vami tudi nekaj ljudi, ki se aktivno ukvarja s kakimi dihalnimi tehnikami. Dihanje je neka sopomenka življenja, ki se pač začne na začetku in neha na koncu. Je veliko definicij življenja, ne? Ampak Balašević je enkrat rekel, to je ona črtica med dnevom rojstva in dnevom smrti. Če pa je malo podaljšate, pa če ozavestite neke trenutke, predvsem trenutke dihanja, mogoče vseeno še malo več doživimo od življenja, ne? V glavnem, dihanje je neka osrednjih funkcij, s katerimi ljudje shajamo in kako pač dihamo, tako se tudi počutimo. Dihanje je proces, ki poteka in v pljučih in v sleherni celici, in če se nam nekaj neprijetnega dogaja, se to dihanje tudi zelo hitro spremeni, ne. Zdaj, spremembe dihanja so seveda nek naš vzorec, kako se tudi rešujemo pred napetostjo in kako se lahko tudi sproščamo. Recite mi, koliko vas izvaja kakšne tehnike dihanja, da vidim, na kakšen auditorij sem priključen. Okay. Koliko vas premore v trenutku, recimo, ko se umiri, sliši srčni utrip? Dobar, v redu, fajn. Veste, dihanje je tako ena taka popotniška tehnika, ki lahko peljete energijo v eno ali pa v drugo smer, in zdaj je zelo važno, če se znate nekako integrirati z njim. In vsak človek, ki dobro diha, ima bistveno boljšo, jaz bi rekel, integracijsko zmogljivost, da se počuti povezanega in zadovoljnega v življenju, ne. Zdaj, tukaj je napisano, kaj vam vse spremeni pravzaprav dihanje in kaj vam lahko vse škoduje to pogledno, ampak če se orientirate in če se zavedate nekega svojega trenutka in če se znate z izdihom predvsem potegniti vase, je to zelo koristno dogajanje, ne. Kitajci pač niso vedeli za celično dihanje, ampak so pač akt zunanjega vdiha povezali z notranjim izdihom in akt zunanjega izdiha z notranjim vdihom. Tako da zdaj pač vse, kar ste dobili iz zraka v trenutku, ko ste izdihnili, morate z primernim potisom pač prepon in izdihom doseči ledvice, ne. In takrat pač pljuča podajajo tisto energijo iz zraka, tisti drugi energiji, ki je iz vaše dedne snovi, in se ta potem združuje in kroži skozi telo oziroma skozi naša obtočila in na ta način v bistvu zagotavlja neko, jaz bi rekel, oskrbo z vitalnimi snovmi in z popravljalnim materialom, reparaturni material, kako se reče. In ta faza notranjega izdiha oziroma notranjega vdiha, zunanjega izdiha je to, kar je osnova za neko današnjo, jaz bi rekel, znanstveno razlago biofeedback dihanja. Skratka, tega dihanja, ki vam omogoča, da v bistvu izstopite iz zunanjega sveta, se pogreznete vase, vklopite vagusni živci in vse te reparaturne mehanizme, kako rečejo, rest and digest, ne. Samo treba je pa še to nekako integrirati v višje centre, ker Kitajci ločijo ta izvorni či in ločijo zbiralni či, ki je v prsih, ki združuje zaužito energijo iz hrane, pridobljeno energijo iz zraka in tisto energijo, ki smo jo pač podedovali od dedičev, ne, od prednikov, pardon. In zdaj, zgodba je taka, da vi v tem zbiranju, izdruževanju energij imate ogroman prostor, recimo nekega notranjega korigiranja, dograjevanja in povezovanja, ne. In v tem prostoru se človek lahko zelo dobro počuti, če te avtomatizme ima, jaz bi rekel, hitro povezljive, ne. Ker vsak človek je potreben pravzaprav te notranje faze življenja in več nas ta svet utruja, več nas stresira, slabše je, ne. Zdaj pač, to se zdaj že malo krajša, v redu. Zdaj pač Kitajci imajo ta izraz biopotencial ali či,
ki je pač istočnica qigonga, tai chia, kung fuja, wushu, teh raznoraznih tehnik, Wing Chuna. V glavnem gre praktično za neko znanje o upravljanju, povezovanju in usmerjanju čija. In ta či je biopotencial, ki ga mi, pravim, združujemo iz teh treh virov, iz zraka, iz dedne snovi in iz hrane. Pljuča so organ, ki upravlja či in centralna točka za upravljanje s čijem, recimo pri vseh ljudeh, ki imajo dihalne težave, je med bradavicami tukaj na prsnici. In če znamo dobro vdihniti in izdihniti, se lahko hitro umirimo, lahko nam pač marsikaj motečega postane pač sprejemljivo, in nam je vseeno in takrat smo lahko dovzetni za bistveno boljše vibracije, kakor če se stresiramo pa nekoga pač popravljamo ali pa da ne rečem še kaj hujšega, ampak v glavnem je stvar taka, da če želimo uporabiti dihanje kot neko matematiko srca, imamo lahko ogroman prostor, da pravzaprav vse, kar vsebujemo, jaz bi rekel, kakovostno vrednotimo in da ta dimenzija v nas še bolj živi. Zdaj, danes je dihanje tudi predmet mnogoterih terapij, tudi psiholoških in psihoterapevtskih tehnik. Pač mogoče ste kdaj slišali za holotropno dihanje, ki ga je izumil en psihiater z Harvarda, on je češkega rodu, Stanislav Grof, ki je recimo zelo veliko ljudem pomagal, ki so se pač odvajali od raznoraznih teh mamil in tak dalje, pa on je tudi eksperimentiral z temi halucinogeni. V glavnem, dihanje je lahko tehnika samo za sproščanje, samo za pridobivanje energije, lahko je pa tudi neka metoda, s katero vi vstopate v druge prostore zavesti in zavedanja in tudi spreminjate kognitivno zmogljivost. Dihalne tehnike so postale pač zelo zanimive tudi na drugih nivojih dejavnosti, kot je šport, kot so vojaki in te raznorazne pripravljalne tehnike za neke napore. In tu se danes uporablja ta tehnika biofeedback dihanja za izboljšanje recimo telesne zmogljivosti, za neko dviganje kognitivnih zmogljivosti, pa tudi za večjo odločnost recimo, ker ko so dobili te elektronske pripomočke, so Američani že leta 1985 začeli te raziskave pri vojakih, da so v bistvu želeli izboljšati borbeno pripravljenost, combat readiness, pa potem, da so tudi izboljšali to zmogljivost pravilnega odločanja in praktično vse skupaj je od tega naprej potekalo v smeri, da je dihanje izjemno dobra tehnika za neko, jaz bi rekel, umirjanje in zvišanje stanj zavesti in za izboljšanje kognitivnih zmogljivosti. In ko so dobili te senzorje tako občutljive, da so recimo zajeli vzorce srčnega delovanja 1000-krat v sekundi, to se pravi, so začeli v milisekundah meriti, kaj se zgodi v srcu, kadar nekdo lepo umirjeno, globoko diha in katere vse frekvence se pojavljajo vezano za vdih in za izdih. In ta vdih, pravim, zunanji je notranji pravzaprav izdih in zunanji izdih je notranji vdih. In kadar podaljšujete notranji vdih, vi dejansko vklapljate vagusno fazo delovanja, ki pomirja srce, ki zviša eno fino vibracijsko komponento v delovanju srca, ki se ji danes reče heart rate variability. In ta variabilnost srčnega utripa je zadnjih recimo 20 letih mnogokrat bila izjemno dobro uporabljena tudi v raziskovalnih procesih, ker se s tem omogoča ljudem pravzaprav, da nekako obvladujejo recimo tudi motnje srčnega ritma, razbijanje v prsih in tak dalje. In to je danes podprto še z boljšimi senzorji, tako da imate že senzore, ki zajamejo 10.000 vzorcev v sekundi, seveda so to malo dražje opcije, ampak tiste enostavne opcije imate že na teh športnih urah. In lahko v bistvu vsakdo, ki je vedoželjan na temo dihanja, si lahko pomaga, da si dejansko izboljša, jaz bi rekel, in pripravljenost za telesne napore in ne vem, če se da kam tam zaglaviti, ampak očitno veter zmaguje.
In je v bistvu možnost, da vi z nekim treningom v možganskem prostoru ustvarjate nove nevronske povezave, te take, kako rečejo, nevroplastične pač manipulacije in manuvre, in da na ta način naučite svoje možgane, da recimo nikoli ne odreagirate na stvari, ki vas motijo takoj, ampak da imate neko moč samokontrole, ne. Zdaj, za te pojave se danes lahko uporablja mnogo izrazov, recimo, ne vem, to je lahko notranja tišina, to so lahko pač ti, bom rekel, energijski naboji, ki jih lahko tudi v nekih borbah uporabljajo, ne, ker pravim, s kumulacijo čija, Kitajci so vedno delali te take velike gibe, predvsem mladi Kitajci, ta veliki so delali male gibe in so potem združevali v bistvu naboje, ki se nahajajo v tem našem pač zemeljskem polju, ne, ker pač kar zadeva napetost, mi imamo na višini 1 metra približno 100 voltov, samo nimamo te moči, ki bi jo čutili. Tako da z premikanjem rok in nog skozi polje zemlje se lahko tudi neka ta zemeljska energija pač pridruži onim trem in potem, če imate misel, dih in gib skupaj, vi lahko v bistvu z veliko večjo silo delujete. In pravim, to mojstri borilnih veščin zelo dobro poznajo. Ampak zdaj, da ne gremo predaleč v te mistične faze, pravim, biopotencial ali či je nekaj, kar je zelo fundamentalnega v kitajski medicini in to je to, kar uporabljamo za vse, bom rekel, in za, bom rekel, akupunkturo, in za masažo, in za herbalno medicino, ker pač Kitajci so šli toliko daleč, da so pravzaprav razumeli te energijske vplive snovi, ki se nahajajo v naravi in v rastlinah in v hrani in na ta način so s temi pač lahko manipulirali, da so pravzaprav izboljšali neke šibkosti in popravili neka neravnotežja in tako dalje. In to je pravzaprav ta, bi rekel, biopotencial, ki, jaz bi rekel, navidezno je vse mogoče, ampak seveda, kot vse na svetu, ima svoje meje, ne. In kadar govorimo o materialnem pač telesu, o nekem našem hardverju, dejansko je biopotencial tisti, ki nas skup drži, ki nas povezuje. In če imamo dovolj biopotenciala, potem smo izenačeno, bom rekel, energijsko podprti. Pomeni, da imamo tople noge in roke, da imamo hladno glavo, da lahko razmišljamo, da smo pripravljeni za neke napore, da imamo dobro ravnotežje in vse skupaj, kar se nam dogaja v telesu od prebave, dihanja, presnovnih procesov, hormonskih dražljav, to je vse povezano z nekim enakomernim in dobrim potekanjem tega biopotenciala. In kot sem rekel, pljuča so organ, ki upravlja ta biopotencial. Skratka, vi načrtno lahko determinirate, kam boste pravzaprav usmerjali ta biopotencial z vdihom in izdihom. In lahko tudi s polaganjem rok na dele telesa in z rabo, recimo domišljije, si lahko še povečate in usmerjate tokove in na ta način dobite, jaz bi rekel, on-site na neko mesto v telesu več energije in se potem počutite seveda temu primerno tudi boljše. Tako da dihanje je izjemno, jaz bi rekel, subtilen prostor, ampak za regulacijo teh procesov so Kitajci bolj za učne namene v bistvu razcefrali te komponente in pravim, dihanje je v ozadju vseh procesov, ampak to, kar mi rabimo, je pravzaprav, da ta kisik in energija, ki rečemo či, ki je malo več kot kisik, da pride do vseh delov telesa in da s pravilnim dihanjem to funkcijo imamo podprto. Če do tega pride, pol pa smo optimalni, smo zdravi in to je bistveno, kar nas nekako drži skupaj, ne. Zdaj, ta energija iz hrane, sem rekel, se združuje z energijo v prsih, to je ta dzong či, in ta či potem z obtočili skozi žile seveda se razporeja po vsem telesu in kadar pride do vseh teh struktur, on dejansko generira pravi biopotencial, ki vsebuje še komponento naše obrambe, naše odpornosti za zunanje bolezenske dejavnike, ki so veter, mraz, vročina, vlaga, suša in ona poletna vročina, ki je še dodatna. In takrat se recimo ta nek naš ovoj bolj trden, bolj čvrst in manj nas moti recimo veter, mraz, vlaga, lažje prenašamo v bistvu zunanje bolezenske dejavnike. Tako da utrjevanje te
komponente pravega biopotenciala ima to zunanjo plast, ki Kitajci reče obrambni či ali pa wei či, in on dejansko sloni zgolj na dobrem dihanju, ne, in dobri prevodnosti v bistvu kože v smislu pretoka telesnih tekočin, krvi, limfe in vseh obrambnih komponent, ki jih te dve tekočini vsebujete, ne. Tako da, če govorimo o tem pravem biopotencialu, imamo pa še komponento krvi, ki pomeni pač neko nedotakljivo povezovanje teh dveh, ne. Skratka, kri prenaša biopotencial usmerja kri. Tako da tukaj se ta dva principa yin in yang združujeta, kri je podoba yin, biopotencial je podoba yanga, in praktično vse spremembe v telesu, ki se dogajajo zaradi primanjkljaja čija, se končajo na poškodovanem yangu, vse spremembe, ki se dogajajo na primanjkljaju krvi ali pa nezadostni ali pa neenakomerni porazdelitvi krvi po telesu, so pa okvare yin, skratka okvare snovnega telesa. In tu se Kitajci, bom rekel, danes zelo dobro nosijo z vso sodobno znanostjo, s tem, da mi imamo še, jaz bi rekel, danes veliko več znanja o tem biopotencialu, iz naslova matičnih celic, iz naslova, jaz bi rekel, celične presnove in vseh komponent, rudnin in vitaminov, ki temu prispevajo, in zato ta del lahko še bistveno bolj, jaz bi rekel, ojačimo, ne. Zdaj pa ta, bi rekel, anatomska porazdelitev biopotenciala, ki poteka po akupunkturnih kanalih, je spet neka topografija, neka mapa, ne, geografska pač, ki pokaže recimo po stanju kože, ki potekajo kanali, kakšen je ta biopotencial v posameznem kanalu, in nam v bistvu tudi omogočajo, kako bi mi lahko z nekimi manuvri, recimo gibi ali pa dihanjem ali pa ogrevanjem ali pa trepljanjem povečali pretoke, ne. In ta del, pravim, pač je vedno moč podprti z pljuči in z dihanjem. In če vi recimo načrtno pač pritisnete na eno točko in fokusirate svoje misli in energijo pri izdihu na to točko, vi lahko uporabljate dih selektivno za krepitev tega biopotenciala. Pljuča so organ, ki se razodeva na koži, in vse spremembe na koži, odkloni, pigmentacije, znamenja, rdečine, otekline, zabuhlost, to vse pač lahko po tej mapi poteka kanalov lahko opredelimo pravzaprav bolj navznoter in vidimo, kateri segment telesa je slabše pretočen. Tukaj je pa seveda potrebno še razumeti hrbtenjačo in njene organe, oziroma njene povezave z organi, ker vsak segment hrbtenjače korespondira z notranjimi organi, in kadar hočemo, se pravi, či poganjati po telesu, rabimo korigirati tudi našo držo, rabimo se postaviti tako, da so rame v ravnini ušes, in potem seveda trenirati trebušno dihanje, in čim bolj redno treniramo, tem bolj to postaja bolj avtomatično, ne. In samodejnost tega procesa je seveda sopomenka zdravja in dobrega počutja. Zdaj, vsak človek pravzaprav ima neko, jaz bi rekel, deformacijo, ki se jo ne zaveda, ampak če pa govorimo o teh povezavah med kanali in delovanjem telesa, dihanje ima eno izjemno močno funkcijo, da z podaljševanjem izdiha in z tem zadrževanjem izdiha mi lahko v telesu izzovemo v bistvu nek tak načrtovani alarm, ki potem požene naše matične celice iz kostnega mozga. To se danes uporablja tudi v teh regenerativnih medicinskih prijemih, ne, kadar se pravzaprav želi nekako z improvizacijo stresa, tako kot če se prhate z mrzlo vodo, ne, tako si tudi lahko zadržujete izdih in vi ustvarite to kritično neko razmerje, kjer telo vklaplja popravljalne mehanizme, med katere sodijo tudi matične celice. To se začne tam nekje pri padcu saturacije krvi s kisikom pod 80%, nad tem je pa kakor neko sprejemljivo stanje, čeprav zdravi ljudje bi mogli imeti nasičenost s kisikom čez 95% ali pa tam nekje, ne. In to je znamenje, s katerim mi danes lahko barantamo v smislu rabe pljuč, ampak pravim,
ta ključni kanal je pravzaprav čong, to morje krvi, ki poteka po notranji strani in ta kanal je povezan z ledvičnim tem delom, ki mu Kitajci rečejo esenca, ker celo življenje mi imamo pravzaprav dialog kostnega mozga in ledvic prek enega hormona eritropoetina, ki upravlja ta proces. In zdaj, če so nam ledvica energijsko in s kisikom podhranjena, se pojavljajo alarmi, ki pravzaprav tudi hočejo zvišati pretok krvi skozi ledvice in takrat se večkrat tudi zviša krvni tlak. Takrat se praktično s temi alarmi tudi telo malo vznemiri in mi ta krvni tlak zbijamo zato, da ne bi povzročali srčno-žilne spremembe, po drugi strani pa ledvica so hladna in ta komunikacija kostnega mozga in ledvičnega tega parenhima, aktivne snovi, ne sodeluje. Zato so prav mnogotere slabokrvnosti tudi s tem povezane, pa tudi oni signali, bom rekel, prekomernega nastajanja krvnih celic, ker telo na vsak način želi več kisika in to se doseže pol z aktivacijo kostnega mozga, s tem, da če je premalo kisika v enem organu, se lahko na drugem koncu tega pojavi več. To je tako, kot če človek hodi v hrib, pa mu mišice rabijo več kisika kot možgani in hitro diha in se mu pot začne malo megliti, ker so pravzaprav s hiperventilacijo povečane te koncentracije kisika v možganih. In ta del je upravljanje praktično neke naše notranje pripravljenosti za napore, s tem, da pravim človek, ki dobro diha, on ima enakomerno porazdelitev tega biopotencijala, čija, in na ta način se dobro počuti, je odporan, koža je vlažna, prožna, bi rekel topla, mehka in na ta način mi lahko rečemo, da je funkcija dihanja nekako v smislu. To je pa to mesto, ki je ponavadi boleče pri ljudeh, ki se slabo držijo, ki imajo povešene rame, ohlapen pas, ohlapno hrbtenico in ta točka je takrat zelo boleča. To si lahko pač vsakdo malo proba počohati, da ne zaspite, ker jaz vem, da je ogromno abstraktnega v tej snovi, o kateri govorim, samo praktični vidiki dihanja so za vsakega človeka, jaz bi rekel, neko središče zdravja in če se človek dobro, nekako če se zaveda, pol je tudi ta naša koža, jaz bi rekel, povsem nekako pripravljena za spremembe zunanjih teh dejavnikov in naše zdravje je temu primerno tudi boljše in bolj stabilno. Kitajci ločijo eno morje teh sindromov, ki jih mi ponavadi vse tlačimo pod neke prehladne bolezni, brez sprememb v belih krvnih celicah, ampak je načelno pljučni prostor in dihanje sta tukaj pač neko glavno središče zdravja. To, kar je zelo važno za dihanje, je tudi prevodnost v bistvu živcev, ki izhajajo v teh luknjicah hrbtenjače in kadar se človek dobro drži in če ima dovolj ohranjene medvretenčne hrustance, je dihanje temu primerno tudi bolj skladno in nemoteno. In vsak človek, ki ima, jaz bi rekel, dobro držo in ki je dejaven, ki ima dober tonus obhrbteničnih mišic, dosti lažje to svojo funkcijo dihanja ohranja, kakor pač tisti, ki sedijo 8 do 10 ur v avtomobilu in pisarni, ker je res ohlapnost mišic je povezana z prekomernim sedenjem. Kosti se poškodujejo s prekomernim stanjem, kite pa s prekomerno hojo. Tako da vsaka ta motorična struktura ima svoj vidik, bom rekel, vzdrževanja in poškodbe, ampak problem recimo čija in dihanja je, da človek, ki dolgo leži, tudi začne bolj plitvo dihati, ker so mu tudi potrebe po kisiku manjše. In ta vidik je treba seveda popravljati z fizikalno podporo, predvsem za tiste, ki so nepremični v posteljah, ker dihanje zahteva določene korekture tudi v skeletu in kadar se pač izvajajo dihalne vaje, si mi lahko z rokami, nogami in položaji pomagamo priti do neke boljše, jaz bi rekel, drže in bolj kakovostnega dihanja. Sem, da se jaz malo hidriram. V glavnem, če se vam zdi, da je pač kaj od tega prekomplicirano, me lahko ustavite pa vprašate.
ker jaz bi poskušal nekako čim bolj pragmatično vam ponazoriti, kaj vi vse lahko z dihanjem dosežete, ne. Kar zadeva neko manifestacijo, recimo delovanja pljuč, je ključno, pravim, da človek varuje te strukture, dihala morajo biti vlažna in te naše interakcije, pravim, potekajo na več nivojih in vsaka okvara, recimo segmenta hrbtenjače, lahko okvari določen organ. Če pa se pač ciljano, bom rekel, z aktivacijo delov telesa pridruži še dihanje, vi pa z dihanjem to energijo napeljujete v poškodovano tkivo. Recimo, če vas zebe v pasu, pač se grejete roke, jih položite na ledvice in začnete globoko trebušno dihati in namislite si, da izdihujete v dlani. Tako da iz tega konteksta je možno, bi rekel, preveč to pomanjkljivo energijo pač usmeriti ciljano na ta organ. Organi imajo notranjo navigacijo prek vagusa in zunanjo navigacijo prek hrbtenjače in ti deli se med sabo prepletajo. V glavnem, problem vagusa je, da ob odsotnosti simpatikusne te pač inervacije, skratka oživčenja, se vagus spravi na pljuča tako, da stisne v bistvu bronhije in zoža dihalne poti. In ljudje, ki imajo okvare prehoda med vratnim in prsnim delom hrbtenice, mnogokrat plitvo dihajo in se jim to pozna tudi pač skozi te srčne odzive, ker srce in pljuča skrbijo za dotok kisika in distribucijo kisika po telesu. Ta isti živc, ki pospešuje srčni utrip, širi dihala. In to je predvsem pomembno recimo že v otroških letih, ko se otroci zaradi velike glave slabo držijo in ko se ti živci utesnijo, otroci imajo te laringospazme in težave z dihanjem, zato ker pač vagusni živc znotraj pride zraven in stisne bronhije, spodaj pa požene prebavila, tako da se lahko kombinirajo prebavne in dihalne motnje. Če pa to stimulirate, potem se pač dihala širijo in se s povečanjem tonusa v tem prehodu osvobaja prostor za krepitev pljuč. Tako da, če si človek želi samo dobro dihati, je zelo pomembno, da ima tu dobro napeljavo in ta napeljava izvira iz prehoda med vratom v hrbet. To je področje 7. vratnega in 1. prsnega vretenca in tam so ti živci, ki dejansko lahko tudi pozdravijo astmo. Kitajci imajo tam prav eno točko, ki se imenuje ustavitev astme Ding Chuan. V glavnem s temi mehanizmi smo mi danes lahko zelo, jaz bi rekel, v sorodu z sodobnimi znanji, ker sodobna znanja nam ponujajo pravzaprav tudi dodatno razumevanje vsega, kar se dogaja pri dihanju. Dihanje je ključ za, jaz bi rekel, dobro počutje, dobro cirkulacijo, pregretost, odpornost, ampak je tudi ključ za neko psihosomatsko ravnotežje. In zdaj, če gremo naprej v ta kitajski prostor, Kitajci so si tako namislili, da vsi organi imajo neke svoje dominantne ure, v katerih njihova energija prevladuje. Pljuča so organ, ki ima dominacijo med 3. in 5. uro zjutraj, ko se ura premakne, pa med 4. in 6. In če nekdo recimo v tem času gre na sprehod med borovce, bo praktično največ profitiral. Pljuča pa imajo najmanj energije med 4. in 6. popoldan, zdaj ko je ura premaknjena, drugače med 3. in 5. In ljudje, ki imajo šibka pljuča, se lahko takrat najslabše počutijo in takrat je možno tudi, jaz bi rekel, v ta pljuča največ energije spraviti. Tako da, če dodajate energijo v pljuča, ko so najbolj aktivna in ko so najmanj aktivna, vi imate lahko, jaz bi rekel, največ učinka in to je recimo za bioritme zelo dober model korekture. Kadar se človek pač prediha, si lahko tudi vrednoti ta vpliv dihanja na razpoloženje, ker mnogokrat je 5 minut dihanja več kot kakršnokoli drugo pomirjevalo. S tem, da pravim, ko se dihanje ponavlja in če imamo mi navado, recimo nekako v vsakem počitku se pač malo sprostiti skozi poglabljanje dihanja,
je učinek na tonus vegetativnih živcev zelo prepoznaven. V bistvu ga čutite, ker vam pomiri vse tiste, jaz bi rekel, nemirne konce telesa. Kitajci so ta biopotencial, to energijo či, so dejansko uporabili kot model za vse razlage praktično bolezenskih sprememb. In če je človek dovolj, jaz bi rekel, discipliniran, on lahko skozi neko vodenje dnevnika in skozi malo teh meritev, recimo tega variabilnosti srčnega utripa ali pa še kakšne druge, bom rekel, metode za opazovanje umirjenosti, ker danes se mnogo uporablja tudi merjenje kožnega upora. Če vi umirite ta simpatikus, ta, bom rekel, pospeševalni del živčevja, se tudi koža zapre in je kožni upor večji in to se danes uporablja v vseh teh diagnostikah, ki jih mogoče tam čez tudi merite. Ker na vsak način pravim, človek rabi, da energija pride povsod in rabi to energijo nekako usmerjati. To je ključ. Ok, naš zaslon se prilagaja po vetru, tako da tudi on ima svojo sapo. V glavnem, jaz predvidevam, da mi lahko sledite, upam, in jaz bi vam potem pomagal še malo skozi ene vadbene vzorce približati, kaj to pomeni dejansko, o čem govorim, kaj pomenijo položaj telesa in kako vi z raznimi malimi spremembami izboljšate praktično pretok energije skozi telo in okrepite svoj sistem. Ta model danes uporabljajo seveda in Indijci, in Kitajci, in marsikatere te psihosomatske tehnike, s katerimi se mi danes srečujemo, ker smo končno dojeli, da pravzaprav brez dihanja ni zdravja. In tu se vsak človek mora na svoj način organizirati. Povezave organov in hrbtenjače so le en segment, ampak je mogoče to za današnji čas in za današnji način razmišljanja nekako najbolj aktualno, ker se pač vseeno nahajamo v nekem materialnem svetu, ki hoče se pač vse meriti, vse videti, vse poslikati. In to ni slabo, ampak vendarle, ko prihajate v področje dihanja in tistih finejših pač energij, sta ajurveda in kitajska medicina bistveno bolj založeni z razlagami in tam je težko vse materializirati. Se pa da manifestirati in v bistvu, če nekaj želite manifestirati na način, da se boljše počutite ali pa da boljše razmišljate, da ste bolj zbrani, potem se to tudi da s psihološkimi testi testirati, če že hočemo testirati. Važno je, da pravzaprav človek toliko moči, energije in trpljenja zbere, da se odloči, da se enkrat na dan usede, vsaj enkrat, boljše dvakrat na začetku, po 15 minut in da 5 minut povsem nepremično diha in da potem začne počasi loviti srčni utrip in slediti dihu skozi telo. Ker če ste recimo 2 meseca v tem postopku dvakrat na dan, jaz vam dam tako napoved z garancijo, da boste v 2, največ 3 mesecih v manj kot 1 minuti, ko se umirite, začutili srčni utrip in ga znali povezati z dihanjem. In srčni utrip je tako kot metronom pri klavirju ali pa pri kakšni drugi tehniki, da vam lepo drži ritem in vam pomaga, da se ponotranjite, da potegnete ta, jaz bi rekel, zunanji izdih oziroma notranji vdih vase in da kumulirate energijo, ki jo je dejansko vse posod, kolikor šte. S tem, da seveda niste v prometnih pač konicah pri avtocestah. In to je zdaj ta prostor, v katerem se lahko vsakdo, lahko bom rekel, zravna. Če hočete, pač par stvari bi poskušali, da dobite občutek, lepo se zravnajte, poskušajte dobiti rame in hrbtenico nekako v en mali križek. In če čutite, kje je napetost ob hrbtenici, jo probajte sprostiti, ker to je zelo moteče, če hočete spraviti izdih do ledvic. Skratka, če smo zravnani in če imamo dovolj, jaz bi rekel, fokusa,
najdite tak položaj, da vas nič ne moti, ne. Pa recimo, da narediva eno minutno pauzo, v kateri boste probali zaznati srčni utrip. Če se zelo matrate in če vam pač nikakor ne gre, si lahko tole žilo za vratom, tukaj pač ob goltancu na levi ali pa desni strani, poiščete in sam držite tale utrip v mislih, ne. In če ta utrip dobro dela, potem pa bomo probali z vdihom slediti ritmu srca in 4 utripe vdihavati, 6 utripov izdihavati, vse skozi nos, jezik naj bo za zgornjimi zobmi, ne pritiskati, samo toliko, da se dotika zgornjih zob, in potem v tem ritmu poskušate skratka do 6 utripov izdihniti. Če vam pljuča omogočajo, da še globlje vdihnete in še globlje izdihnete, potem naj bo izdih vsaj za polovico vdiha daljši. Mislim, da sem dovolj jasen. Vse je skozi nos. Če nos ni prehodan, bi ga bilo treba spihati. Če pa je prehodan, potem pa poskušajte to narediti. Lahko gledate, lahko mižite, vse je dovoljeno, samo imejte misli pri srčnem utripu. In to je bistvo. Kitajci rečejo, da je pač srce dom duše in če želite odprti neko komunikacijo z dušo, je zelo važno, da slišite srce. To je tako, kakor da trkate na vrata duše. In potem 4 vdihe v ritmu srca do 4, pa 6 utripov izdih. Vse skozi nos. Jezik je za zgornjimi zobmi. Čisto pošteno, koliko vas je uspelo slišati srce? Pozitiva. Dober. Sej, a veste, to je iztočnica čuječnosti. Kakorkoli mi danes pač pojčkamo o tej čuječnosti, dokler vi nimate komunikacije s srcem, ste precej naglušni, ne? Ampak pač navznoter, ne navzven. Ne? Tako da to, kar se dogaja v trenutku integracije diha, misli in srčnega utripa, to je že nek tak trikotnik, na katerega se lahko upirate, ko ne veste, kaj bi. Ne? Skratka, jaz pač to večkrat mladim ljudem povem, ki se lovijo karieristično in drugače, da pač si vzamejo par tednov vsaj, ne, ker so nestrpni, pač jim je dolgo čaka 2 meseca, ne, ampak je pa dobro, da v bistvu v tem kontekstu nekega povezovanja začnete uživati. A veste, če to delate samo zato, ker je nek doktor rekel, je to čist brez veze. Ne. Vi rabite dejansko imeti veselje do tega. Če ga nimate, pa še malo počakajte. Ampak vrednostni sistem v bistvu znotraj telesa je dosti drugačen od tega zunaj telesa in zdaj odvisno je, kateremu se želimo podrediti. Ne. A imate vi še kakšno vprašanje vmes, takole, čist za intermeco? Nič se ne zadržuje, to zadrževanje, to so druge tehnike, to je že malo napredna metodologija. Veste, problem zadrževanja pri amaterizmu je ta, da se lahko te strukture v hilusih tudi raztegnejo, če se to dolgo dela. Drugače obstajajo modeli, kako vi lahko krepite yang ali pa yin z dihanjem. Ne? Zdaj, v tej tehniki dihanja, o kateri govorimo, to je čist bazična metoda. Ne? Če vi hočete recimo iti v mrzlo vodo, ne? Potem pa imate te Wim Hofove tehnike, ne, da vsakič globlje in pol izdihnete in zaštopate izdih. Ne, in pol ne dihate toliko, koliko vam pač možgani dovolijo, ne, ker možgani rabijo 1/5 kisika in sladkorja. Tako da, če danes gledate, v bistvu, kadar umirite možgane, se vaše potrebe tudi umirijo. Ne. In mislim, Indijci merijo dolžino življenja po številu vdihov in izdihov. Ne. Zdaj pač Kitajci tega še niso upeljali, ne, imajo neke druge števce, ampak je pa stvar taka, da
da pravzaprav načrtno umirjanje dihanja je treba začeti čim bolj spontano, ozaveščeno. In ko ste vi pri dihanju in pri srčnem utripu doma, to se vam pa odpre nova univerza. To pa nisem imel namen danes govoriti, ampak jaz recimo vse te tehnike nekega umskega, jaz bi rekel, manevriranja, kot je meditacija, relaksacija in to, jaz vse te stvari lahko merim skozi te ritme in skozi razlike, recimo in na teh senzorjih pač srčnega, variabilnosti srčnega utripa in tudi skozi dolžino izdiha, ki ga premorem, ne. Ker pač za neko urjenje je zelo dobro, da začnete v tej coni udobja, to se pravi 4 utripe vdihavate, 6 utripov izdihavate, če pljuča rečejo lahko še, pa greste 8 utripov vdih, pa 12 utripov izdih, pa lahko greste tam naprej, recimo, da prijete en vdih pa en izdih na minuto, ne. Pa se že lahko pripravljate na potapljanje na dih, ne, samo pač stvar je, tam je treba zdržati 3-4 minute, ne, in tam pač ne gre brez drugih telesnih dodatkov. Ampak kot sem rekel, Kitajci te manuvre z dihom počnejo na način, da kombinirajo v bistvu zemeljsko polje, recimo lahko krčijo kolena, dvigajo roke, pa ravnajo kolena, pa spuščajo roke, ker tukaj je to središče pod popkom, v katerega je treba izdihniti. In če vi izdihnete skozi nos z jezikom za zgornjimi zobmi, potem pač ta energija polni ledvice. Ledvice so pa hiša volje. In mi bi danes vse odklone, recimo vse modele nevoljnosti bi lahko zdravili z rednim dnevnim dodajanjem izdiha z dlanmi na ledvicah. Lahko se to kombinira tudi z ogrevanjem ledvic, lahko se uporabljajo tudi kreme za ogrevanje ledvic, da v bistvu imate to ozaveščeno. Ampak izdih je treba osredotočeno usmerjati proti ledvicam. In takrat se segreje pas, takrat se utrdi pas, takrat se tudi lahko, bom rekel, te medenične strukture ukrepijo, ker ledvica so organ, ki upravlja skratka živčevje, razvoj možganov in vzdrževanje živčevja. Skratka, oni rečejo, da ledvice so izvor mozga, ampak mozek niso samo možgani, mozek je tudi tisto, kar je v našem kostnem mozgu, ne. In možgani so pa morje mozga, tam je v bistvu največ tega, kar smo mi podedovali in to je mogoče to, kar nas pač najbolj nekako spravlja v podobo ljudi, ne. Če imamo malo manjše možgane, ne pomeni, da smo butli, ampak pač pomeni, da smo mogoče malo manj zmožni recimo nekih integracij, pa velikost možganov tudi ni bistvo za recimo pamet in inteligenco, ker pač imamo tudi ljudi z malo manjšimi pač obsegi glave, pa jim nič ne manjka v matematiki in pač teh finih vedah, ne. Tako da jaz bi rekel, da naš materialni svet v mnogo čem je prikrajšan, zato ker hoče vse materializirati, ampak kar se pa tiče dihanja, vi lahko se sprehajate z dihom po telesu in lahko z dihom popravljate telo. Če pa imate ta model, bom rekel, jasno vpet v neko svojo dejavnost, potem lahko uporabljate dihanje kot preventivo bolezni. Mislim, jaz sem si pač celo koronsko to prvo dozo tako popravljal, da sem 2 do 3 ure na dan recimo delal dihalne vaje, ker nisem imel nobenih drugih simptomov razen tiščanja v prsih, ne, ampak ne dušenja, ne. In vi, kadar hočete zvišati energijo, vi se enostavno umirite, pazite, da ste dobro hidrirani, pazite, da ste dobro pokončni, ne, ker pač pokončnost je vseeno ena višja, jaz bi rekel, faza energijske pripravljenosti, ne. Kitajci rečejo, preveč ležanja poškoduje či, zato ljudi, ki so pač obsojeni na posteljo, je treba pač spreminjati položaje, ker ta, bom rekel, dinamika izmenjave plinov in fluidov v telesu tudi temelji na ekspanziji pljuč. Zdaj, če gremo v tisti tekočinski razred, to je spet nekaj dodatnega, sam dvomim, da boste videli, ker ta... Ja? Malo se je zamenil, 10 minut imamo še, sam to, da... Ja, v redu sem, ja, dobro, ja. Tako da v bistvu gibanje biopotenciala mi korigiramo na način, da pravim, ustvarjamo prostor v prsnem košu in kadar izdihnemo, prsni koš je pač en tak, pač bom rekel, ena
kostni kotov, ne, votlina, ki jo obdajajo kosti. In zdaj imamo hrustance, imamo vezi, ki so nekoliko pač elastični, ampak če mi naredimo globok izdih, mi v pljučih ustvarjamo podtlak. In vsi ljudje, ki imajo na koncu dneva pač one zapise štumfov pač okrog gležnjev, ne, bi lahko s tem v kombinaciji z postavljanjem nogu, recimo lego nad prsnim košem, bi lahko te pojave preprečili in pravočasno zavarovali pač limfne in venske žile pred kolapsom. Tako da funkcija izdiha je dejansko, da se s podtlakom v prsnem košu potegnejo one zastojne tekočine. In te tekočine se nahajajo v medceličnini. Odrasla oseba ima 10 do 15 litrov medceličnine, kar pomeni, da če ta medceličnina ni podprta z dihalnim valom skozi telo, ona se v določenih teh slepih kotičkih in ulicah poseda in se po sili teže zadržuje v spodnjih votlinah. To se pravi v medenici ali pa v nogah, ali pa v rodilih, sečilih, spolovilih in tako dalje. In vse te, bom rekel, zastojne faze danes gledamo skozi razne povečane prostate, skozi polipe, skozi bele izsetke, skozi razne te male in velike, bom rekel, kepice sluzi, ker tekočina, ki ne teče, ima nagnjenost predvsem v dehidriranem telesu, da se sprevrže v polip. In te strukture so potem neke take, jaz bi rekel, gnojnice ali pa greznice, v katerih mi dejansko imamo vse pogoje, da kaj zacveti. Vemo pa, kaj cveti. Stvar je samo, da pravim, dihanje kot model vzdrževanja zdravja je za vsakega človeka neka individualna, bom rekel, individualno orodje, individualna metoda, ampak splošna pravila dihanja pa veljajo že od majhnega. Ne? In če gledamo zdaj po teh razvojnih fazah življenja, recimo otroke najlažje spravite v pravilno dihanje, tako da jih postavljate na trebuh, da jim malo dvigate nogice, pa kakor so močnejši samokolnice, ne? Pa pivnike, zibanje na trebuhu, pa vse sorte teh kombinacij antigravitacije, ker mi vsi dejansko v zgodnjih fazah odraščanja imamo pretežke glave. Ne? Pol jih pa obremenimo z mislimi, ampak misli niso toliko problem, koliko je sama teža glave. Ne? In takrat, ko gledate otročičke, kako se jim tukaj gube debelijo, pač ne veste, kje bo to padlo, ker pravim, segmenti so zelo organ specifični. In največkrat se zgodi to, da pravim, tisti otroci z velikimi glavami imajo težave ali z dihanjem, ali s srčnim ritmom, ali z tem laringospazmom, skratka, ki se dejansko zaradi preuzdraženega tega vagusa in slabo aktivnega simpatikusa dejansko zgodi ta kontrakcija. In to ne morete popravljati z dihanjem, to morate mehansko popravljati. Ampak če se otroka ne sili v to, da sedi, stoji, hodi, potem je boljše, da se on čim bolj kobeca in da je čim dalj časa horizontalen, ker si s tem bo okrepijo in dihalne mišice in te stabilizatorje skeleta in medenice, ker ko bo stal na noge, bo bolj stabilen in ne bo nič zgubo, če v 2-3 meseca kasneje shodi. Ampak pravim, če vi želite na neki ravni dobro delovati, je fajn, da z vadbenimi vzorci krepite te strukture, ki vam ravnajo hrbet, ki vam postavljajo rame nazaj, in to so lahko neke male uteži, recimo, ki jih pač uporabljate tako, da krepite stabilizatorje teh ramenskih struktur in da potem spontano dosežete, jaz bi rekel, neko pokončno držo. Čeprav je pa pokončnost hrbtenice in vratu bolj v medenici, kot v nekih trebušnjakih, da se razumemo, ne? Ker vi rabite pokončnost povezati z energijo. In če dobro dihate in če vam pač hrbet dobro stoji, vi ne smete čutiti hrbtenice. Hrbtenica je dinamična struktura, ampak če čutite napetost v hrbtenici, se najprej raztegnite, potegnite rame gor in nazaj, brado malo nižje, teme malo više in začnite globoko izdihovati. S tem si boste pač postavili, jaz bi rekel, hrbtenico v red in boste to notranje dihanje okrepili. Ne? Evo, zdaj še nekaj minut za vprašanja, če jih imate. Jaz imam na spletni strani veliko materijala o dihanju, imam tudi vaje qigonga tam opisane, imam opisane te posebne korake, imam tukaj neke knjige, ki so tudi pač, v katerih je tudi opisano dihanje in ti položaji, če koga kaj zanima, naj me pol pač prestreže, ampak je stvar v tem, da
skozi dihanje pravzaprav prihajate v ono področje življenja, ki ste vi subjekti zdravja. Ne? In mislim, da vam to pač najbolj poudarim na način, da brez dihanja ni zdravja, ne? In brez dobre drže ni dobrega dihanja. Tako da, če delate na drži, dihanju in povezovanju srca in diha, boste imeli, jaz mislim, več kot dovolj koristi od tega, kar ste danes slišali. Hvala lepa. Ja.